Lepo pozdravljeni. V Krškem je potekala okrogla miza na temo nove pokrajinske zakonodaje, ki bi Posavje po prvotnem predlogu priključila k Dolenjski, v novem pa združila z Zasavjem. Mnenja v Posavju so enotna, da se Posavje kot dosedanja statistična razvojna regija oblikuje kot samostojna pokrajina. Okrogla miza je bila namenjena seznanitvi širše javnosti s predlogi nove pokrajinske zakonodaje in podanimi stališči regije Posavje kot del novega oblikovanja pokrajin. Predsedujoči svetu regije Posavje, kostanjeviški župan Latko Petretič pove, da so posavski župani enotni, da se Posavje kot dosedanja statistična razvojna regija oblikuje kot samostojna pokrajina. Mislim, da je to edino pravilno, da smo v regiji sedaj sodelovali na najvišjem nivoju. Niti enkrat v tej zgodovini, kaj sem jaz saj župan, ni prišlo do enkrat nasprotnega mnenja ali stališč. Tako da smatram, da je to edino pravilno. Neko širše vzdrževanje z Zasavjem mislim, da ne pride v poštev. Župan občine Sevnica in državni svetnik Srečko Ocvirk meni, da je pokrajinizacija nujen proces, če želimo sorazmeren razvoj Slovenije. V Posavju je naš nekako prioriteten cilj, da statistična regija Posavje postane tudi pokrajina. Smo pripravljeni na pogovore, glede na to, da se pokrajinska zakonodaja pripravlja in usklajevanja, kajti zagotovo so v taki zakonodaji potrebna usklajevanja. Želimo pa imeti pokrajino, ki bo lahko delovala in pri tem delovanju najbolj razumemo, da je Posavje samostojna regija v okviru obstoječe statistične regije. Snovalec predloga pokrajinske zakonodaje Boštjan Brezovnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru združevanje Posavja z Zasavjem utemeljuje z upoštevanjem smernic Sveta Evrope. Te pravijo, da bi se morala na drugi ravni lokalna samouprava oblikovati na območjih z vsaj 100 tisoč prebivalci. Ključni problem je v tem, da če bi bilo Posavje samostojna pokrajina z nekaj več kot 60 tisoč prebivalci, ne bi dosegli ugodnih pogojev za financiranje tovrstne pokrajine in bi prihajalo do prevelikih razlik med samimi pokrajinami, ker bi osrednjeslovenska bila vsaj 6 do 7-krat večja od Posavja. Okroglo mizo je pripravila Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z evropskim poslancem Francem Bogovičem. Martin Bratanič je izpostavil, da je Posavje v tej finančni perspektivi uspešno. Počrpali so 24 milijonov evrov. Jaz ne verjamem, da bo samo administrativno-tehnična sprememba države prinesla neko boljšo kvaliteto. Namreč, ker že zdaj smo pokazali, vsaj Posavci, da smo izjemno uspešni pri črpanju evropskih sredstev in da znamo sodelovati v državi in pa tudi čezmejno. Znotraj celotnega tega konteksta mi nek način še manjka sedaj pristojnosti, katere bodo na teh pokrajinah in pa tudi finance. Kajti izkušnje iz leta 2008 govorijo o tem, da ob najprej prerekanju o teritorialni razporeditvi Slovenije je ključni problem nastal, ko smo govorili, kater denar, katera delovna mesta se potem decentralizirajo v samo pokrajinsko zakonodajo. Kot član odbora za regionalni razvoj in kmetijstvo je Bogovič podelil izkušnje, kako tudi znotraj Evropske unije podpirajo enakomeren regionalni razvoj in princip solidarnosti. Zadnja leta so vse prej kot naklonjena sadjarstvu. Po 2 zaporednih letih pozebe je lani sledila preobilna letina, za povrh pa še nekontroliran uvoz cenenega sadja, predvsem jabolk. To je sadjarje spodbudilo k iskanju rešitev, zato so nekateri začeli zasajati nove sorte jablan. V Arnovem Selu so predstavili sorto Bonita, ki je bila vzgojena na Češkem. Pri Koršičevih v Arnovem Selu v teh dneh poteka obiranje nove sorte jabolk Bonita. Da so pridobili lastništvo za Slovenijo, so ustanovili zadrugo Tibona, ki šteje 11 članov, v glavnem pridelovalcev. Mi smo se odločili, da moramo nekaj narediti, glede na to, da smo sadjarji v strašni krizi. V bistvu smo imeli 2 pozebni leti, totalne pozebe, praktično brez pridelka. V preteklem letu je bil preobilen pridelek, poleg tega je bil velik uvoz, nekje po eni oceni čez 30% cenenih jabolk je bilo uvoženih. Potrebno je bilo nekaj narediti. Narediš pa lahko nekaj z nečim novim. Iskali so lepo, dobro, sočno, atraktivno sorto jabolk, ki je hkrati odporna na bolezni. Odločili so se za Bonito, ki izhaja iz ugledne družine. Njena starša sta Topaz in Pink Lady, pove Koršič.
Tako da bonita je odporna sorta, je izredno lepa, kakor se vidi, tudi zelo sočna, čvrsta, tako da je takšna, kakršna je primerna za današnjega potrošnika. Ima tudi prijetno kislino, sladkorje. Zaenkrat izgleda, da je to prava stvar za slovenski trg. Gre sicer za klubsko sorto. Trenutno jo pridelujejo še v Italiji, Avstriji, Franciji, državah Beneluxa, na Madžarskem in Češkem. Bonito sorto kot tako smo uspeli po parih letih pogajanj z lastniki licence iz Italije, to je konzorcij južnotirolskih drevesničarjev, smo uspeli pridobiti in smo med prvimi praktično v svetu, ki to sorto širimo. Ne omejujejo se le na posavski prostor. Njihov cilj in vizija je, da se bonita razširi po vsej Sloveniji. Koršič ob tem omeni, da so projekt bonite skupaj z Biotehniško fakulteto ter novomeškim in mariborskim zavodom Kmetijsko-gozdarske zbornice prijavili na razpis Evropskega inovativnega partnerstva. V okviru tega projekta bomo poskušali narediti kompletno storitev za sadjarje, od same tehnologije, zasnove tehnologije, tako da bojo praktično na koncu enotna navodila, do marketinga in na koncu do potrošnje. Pri Koršičevih imajo 7 hektarjev in pol sadovnjakov, od tega je bonite 1 hektar, v pripravi pa še 1,5 hektara. Sicer pa imamo ta trenutek posajenih 11 hektarjev, to je pri naših članih. V prihodnosti pa imamo nekje, to je ena zaveza, najmanj 7 hektarjev letno, najmanj, v naslednjih 5 oziroma 7 letih. Pogodbo z lastnikom sorte imamo pa 11 let. Do zdaj so v projekt pridelave bonite skupno vložili približno 250 tisoč evrov. Nadaljujemo v Dobovi, kjer letos obeležujejo 200-letnico šolstva v kraju. Pri tamkajšnji osnovni šoli so minuli petek ob tem odkrili doprsni kip akademika in jezikoslovca dr. Jožeta Toporišiča, po katerem šola od leta 2015 tudi nosi ime. V Dobovi 200. obletnici šolstva namenjajo posebno pozornost in skozi vse leto pripravljajo več dogodkov. Najprej so postavili etnološko zbirko, junija so pripravili osrednjo proslavo ob jubileju, zdaj pa so še postavili doprsni kip akademiku in jezikoslovcu dr. Jožetu Toporišiču. 200 let šolstva, imamo prednike, ki se jim je treba pokloniti, da so se 30 let po zakonu Marije Terezije, ko je uvedlo osnovno šolstvo, da so se zbrali in začutili potrebo, da je treba znati brati in pisati. No in prvi začetki šole so se začeli ne na tej lokaciji, ampak v osrednjem delu Dobove zraven cerkve. Pouk je potekal v kaplaniji. Leta 1877 pa so začeli graditi novo šolo, v kateri je pouk potekal vse do leta 1994. Tako da je že pred drugo svetovno vojno stala velika stavba, ki je še potem bila in služila še z dozidkom seveda še veliko let, dokler se ni zgradila ta šola. Se pravi, da se je šele v letu 1984 smo se preselili na novo lokacijo. En del razredni pouk je ostal spodaj še na stari lokaciji še kar 10 let. V letu 2015 so šolo poimenovali po rojaku dr. Jožetu Toporišiču. Ob preimenovanju šole so postavili spominski zid v avli pred knjižnico. Da bi vsem rodovom otrok pojasnili, kdo on je sploh bil, smo tudi to pojasnili z gesli iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tako da smo pojasnili akademik, doktor, jezikoslovec in potem smo dobili nekaj del njegovih sinov in tudi drugih sorodnikov, ki so nam podarili knjige, ki jih je on ustvarjal in s katerih je črpal.
Tako je nastal prvi del zidu. Na drugem delu pa so predstavili Toporišičev portret, ki so ga dobili ob 200-letnici šolstva v Dobovi. Ob odkritju njegovega doprsnega kipa so predstavili še del zapuščine, ki sta ga šoli podarila njegova sinova. Pomemben je njegov pisalni stroj, na katerega je do konca ustvarjal, kajti kljub vsem tehnološkim novostim je najraje delal na njemu. Nekaj slovarjev, ki so datirani zelo, zelo daleč nazaj, in pa potem nekaj njegovih del in predvsem nagrade, ki so bile pač del njegovega življenjskega opusa. Dobovsko osnovno šolo, kamor spada tudi podružnična v Kapelah, sicer obiskuje 251 učencev. Letos pa ne praznuje le Dobovska šola, ampak tudi tamkajšnji vrtec, ki obeležuje 50-letnico. Pred nami je en poseben dogodek, imeli bomo prireditev o 50 let predšolske vzgoje v vrtcu, kot da namenjanja predvsem otrokom, zaposlenim in tudi staršem, vsem tistim, ki sodelujejo in ki so del te predšolske vzgoje. Učenci šole so ob odkritju spomenika pripravili prijeten kulturni program, slavnostni govornik pa je bil predsednik Slavističnega društva Slovenije, dr. Matej Šekli. 10. oktober je Svetovni dan duševnega zdravja. Ob tem so v brežiški enoti Ozare pripravili dan odprtih vrat s kulturnim programom in razstavo izdelkov. Ozara Slovenija je nevladna humanitarna organizacija, ki ponuja različne oblike pomoči in podpore ljudem v stiski in s težavami v duševnem zdravju. Njihova enota deluje tudi v Brežicah s pisarno za informiranje in svetovanje ter z dnevnim centrom. Današnji dan obeležujemo kot Svetovni dan duševnega zdravja in to je vedno priložnost, da nekako opredelimo naše delo in aktivnosti skozi tekoče leto, ter da opozorimo na problematiko, s katero se srečujemo. V brežiški enoti so dan odprtih vrat poimenovali Kolesarimo za duševno zdravje. Pred 2 mesecema so se namreč priključili akciji Prekolesarimo svet, s katero so obeležili Svetovni dan samomora in ki se je v teh dneh zaključila. Danes je tudi priložnost, da svečano objavim, da smo v teh 2 mesecih na Ozari prekolesarili 744 kilometrov, kar je za nas zelo velik uspeh. Sleherna duševna motnja namreč vedno okrni voljo in je za njihove člane vsakršna aktivnost, ki vključuje telesno gibanje, precejšnji izziv. Sicer pa so se letos posvetili tudi pohodništvu, a to seveda še zdaleč niso vse aktivnosti, ki jih počnejo v Ozari. Zberemo se ponovno tam, okoli 9 zjutraj pridem, pa imamo tako aktivnosti. V ponedeljek je ob 10 stanek, povemo, kaj se bo čez teden dogajalo. Pol ob torki so ponavadi bili sprehodi, kaj za nasip. V sredo imamo milita skupina, pol imamo v četrtek je skupina za samopomoč, spravljanje. Poleti imamo basen, na razstave hodimo, predavanja imamo. Počnemo različne stvari, jaz prihajam tle že ob zjutraj ob 7, ko se odpre in skuham kavico in se podružimo, potem pa razni dogodki, ob sredi skupine, ob četrtki skupine, skupina za samopomoč. Pomagamo en drugemu. Ja, pridem, pa se malo razveselimo, malo se pomenimo, pa tako, pa okolje, pa kamkoli bomo šli, pa vse tisto, ne. Hodim na 2 Ozare, v Osebnice in tukaj. In tukaj jaz neko komercialist, prodajam nekove stvari okrog. In sem strašno zadovoljen. V letošnjem letu se v program Dnevni center vključuje 55 uporabnikov, 11 svojcev in 8 prostovoljcev. Sam program Dnevni center se načeloma vključujejo ljudje s hudimi oblikami duševnih motenj. Večina naših članov ima diagnozo shizofrenije, je tudi nekaj članov z bipolarno motnjo, depresijo, anksioznimi motnjami, tudi z demenco. Z vsem tem se srečujemo. V Posavju predstavlja pereč problem čezmerno pitje alkohola, velik je porast predvsem zlorabe alkohola in prepovedanih substanc. Pri mlajši populaciji pa zaznavajo veliko primerov odvisnosti od virtualnega sveta.
Stigma, povezana z duševnimi motnjami, je manjša, poudarja Ferkova, a še vedno precej prisotna. Predvsem se srečujemo s težavami pri recimo vključevanju v kakšna delovna okolja, te imajo naši člani kar velike težave. Tudi pri hujših oblikah duševnih motenj so različna nehanja in posameznik si seveda želi, ko je v dobri koži, da bi bili vključen kot samostojen posameznik in v lokalno skupnost in bi rad deloval. V Ozari se zato trudijo svojim uporabnikom ponuditi storitve, ki bi jih opolnomočile in jim pomagale pri ponovnem vključevanju v okolje, v katerem bivajo. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Župan občine Krško Miran Stanko in podžupan Silvo Krošelj sta na osnovni šoli Raka uradno šoli predala nov šolski kombi. Kot je ob uradni predaji dejal župan, je nov kombi, ki sicer dnevno prevozi dobrih 96 kilometrov, vreden nekaj manj kot 31 tisoč evrov. Predvsem pa bo prevoz zdaj bolj varen. V okviru 20. praznika kozjanskega jabolka so tudi uradno odprti grajsko pot Podsreda. Odprtja poti se je udeležilo več kot 100 obiskovalcev, večina se je nato peš podala po interaktivni grajski učni poti o biodiverziteti, ki poteka od srednjeveškega trga Podsreda, mimo Levstikovega mlina na reki Bistrici ter nato skozi gozd do gradu Podsreda. Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize so člani društva Sonček Posavje in društva ljubiteljev motorjev Matija Gubec tudi letos izvedli Kostanjev piknik. Ta dan je priložnost, da opozorimo na nujnost odpravljanja razlik med vsakodnevnimi okoliščinami in realnimi zmožnostmi oseb, ki živijo s posledicami cerebralne paralize. To vizijo lahko pomaga uresničevati vsakdo od nas v svojem okolju, so zapisali organizatorji. Občina Brežice je v sodelovanju z družbo HES in Zavodom za šport Brežice na začasni lokaciji vzpostavila rolkarski poligon. Tega lahko uporabniki testirajo že 2 meseca, v soboto pa so lahko spoznali dodatna elementa in sodelovali v delavnicah rabe poligona. Center za socialno delo Posavje je pripravil prireditev Srčni dan v Krškem, ki je bila namenjena uporabnikom in svojcem integrirane oskrbe v okviru projekta Most in pomoči na domu. Srčni dan, kot so druženje poimenovali organizatorji, je bil v prvi vrsti namenjen uporabnikom in svojcem uporabnikov projekta Most in pomoči na domu, pa tudi vsem srčnim ljudem, ki se zavedajo pomembnosti pomoči in skrbi drug za drugega. Danes smo povabili v nekakšni obliki medgeneracijskega druženja, torej vse naše uporabnike, tako pomoči na domu, projekta Most, njihove svojce, vse naše sodelavke in sodelavce in pa vse ljudi iz občine in tudi širše, ki si želijo mogoče danes malo več tega medgeneracijskega druženja, da pogledamo tudi kaj moramo še narediti za izboljšanje kvalitete življenja v občini in pa tudi, da nekaj naredimo za svoje zdravje. Trg Matije Gubca so zavzele različne stojnice, ustvarjalna delavnica, preizkus fizične pripravljenosti in test vitalnih funkcij. Obiskovalcem so pripravili kulturni in glasbeni program, predstavili pa so tudi terapijo s konji in terapijo s psi. Projekt Most v občini Krško teče od lanskega leta. Z njim skušajo povezati različne oblike socialno-varstvene in zdravstvene pomoči starejšim in drugim osebam v enotno mrežo. Namen projekta pa je v bistvu, da v 3 pilotnih okoljih testiramo in preizkušamo različne nove storitve na terenu z namenom bolj celostnega pristopa uporabnikom na terenu. Se pravi, sam projekt zajema populacijo 18+, ne govorimo samo o starejših osebah, ampak o vseh osebah, ki na nek način potrebujejo neke storitve dolgotrajne oskrbe. Na ta način so želeli nadgraditi enoto za pomoč na domu, ki v Krškem v okviru Centra za socialno delo deluje od leta 1991 in je v okolju zelo dobro sprejeta. Tako da smo v bistvu nadgradili to pomoč na domu, kjer nudimo socialno oskrbo, še z storitvami tehnikov zdravstvene nege, ki so v bistvu tisti vmesni člen med patronažno službo in med socialno oskrbovalko. Se pravi, da na terenu delajo tiste storitve, ki jih v tem trenutku do sedaj ni nihče in zaradi česar je marsikdo moral iti potem tudi kasneje v institucionalno varstvo. S tem omogočajo ljudem daljše bivanje doma. Poleg tega smo pa nadgradili to storitev še z
kadrom diplomirane delovne terapevtke, fizioterapevta, socialne delavke in pa kineziologa, ki nekako po nekem dolgotrajnem bivanju v bolnišnici ali v zdravilišču pomagajo ljudem doma, da se nekako na novo akumulirajo z nekimi novimi omejitvami, ki so posledica neke dolgotrajne bolezni, kroničnega obolenja, poškodb. Trenutno je v občinah Krško in Kostanjevica na Krki 194 uporabnikov pomoči na domu in v občini Krško nekaj čez 100 uporabnikov projekta Most. Projekt je žal ker je bilo tako nekako tudi v razpisu dogovorjeno samo za občino Krško, seveda pa je naša želja, da se nekako na dolgi rok sprejme zakon o dolgotrajni oskrbi, ker v bistvu vse te storitve, ki jih zdaj testiramo, je nekako tudi testiranje nekih nadaljnih rešitev, ki bi se v kasnejšem času nekako reševale tudi z zakonom o dolgotrajni oskrbi. Pilotni projekt Most, ki je vreden 1 700 000 evrov, je odobren za 2 leti in bo trajal le še do junija 2020, vendar si na Centru za socialno delo Posavje želijo, da bi postal trajen. Naše pravice. Tako se je glasila tema letošnjega tedna otroka. Temu so se kot vsako leto pridružili tudi v Zvezi prijateljev mladine Krško, ki je v sodelovanju s šolami organizirala različne delavnice, ustvarjalnice, športne igre in zabavne prireditve. Med drugim so predstavili tudi aktivnosti otroških parlamentov pod naslovom Moja poklicna prihodnost. Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. Organizacija Združenih narodov je leta 1953 določila, da je prvi teden v mesecu oktobra teden otroka. In ravno prvi ponedeljek v oktobru je pa dan otroka. In vedno ob tem dnevu, se pravi prvem dnevu v tednu otroka, Zveza prijateljev mladine Krško organizira srečanje vseh parlamentarcev osnovnih šol, se pravi predstavnikov teh parlamentov osnovnih šol, kjer jim predstavimo aktivnosti v tem šolskem letu. Izbrana tema otroškega parlamenta je Moja poklicna prihodnost. Traja 2 leti, tako da letos smo se šele začeli ukvarjati s to temo, je pa tema, ki je zanimiva predvsem za starejše otroke, pa tudi mlajši se lahko že začnejo ukvarjati z vprašanjem, zakaj se bodo odločili v starejših letih. Zavedamo se, da izbira poklica je izredno zahtevna naloga v tem času, saj otroci danes težko se odločijo, kaj bodo delali naslednjih 40 let. Sploh, če vemo, da v obdobju 10 do 15 let bo več kot 60% poklicov takih, ki sedaj še ne obstajajo, pa bodo na novo. Veliko je takih, ki bodo izginili. Vendar pa težijo tudi k temu, da učenci razmislijo o obrtniških poklicih, ki so nekoliko pozabljeni. Predvsem pa težimo, da v občini Krško, kjer je bolj energetska ali pa tehnično naravnana industrija, ali pa da otroke usmerjamo v te tehnične poklice. Predvsem bomo začeli z vprašanji, v čem sem dober, kaj je tisto, kar me veseli, kakšni so moji hobiji, ker smo ugotovili, da nekako otroci zelo težko govorijo o svojih pozitivnih lastnostih. Težko odgovorijo na vprašanje, v čem sem dober, in tudi letošnja ena od teh delavnic, ki jih bomo danes izvajali, je tudi na to temo, da otroci poskušajo ozaveščati svoje dobre lastnosti. Zveza prijateljev mladine je v goste povabila še predstavnike Zavoda za zaposlovanje, območne enote Sevnica, Posavske gospodarske zbornice in območne obrtno-podjetniške zbornice Krško. Ob tednu otroka so na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško pripravili različne delavnice, ustvarjalnice in športne igre. Več v prispevku. Učenci osnovne šole Jurija Dalmatina Krško so se skupaj z učitelji tudi na letošnjo 1. oktobrsko sredo zbrali na prijetnem popoldanskem druženju. Dogodek, ki so ga popestrili z različnimi aktivnostmi, so pripravili ob tednu otroka. Zdaj se odvijajo delavnice, ustvarjalnice, potem delavnice, kjer učenci plešejo, gibajo, lepopis, torej pišejo, radi pišemo z roko, igrajo se talne igre pred šolo, potem imajo en tak kolesarski poligon postavljen, torej veliko različnih aktivnosti. K delavnicam in ostalim aktivnostim so povabili vse učence, a so se jih udeležili predvsem mlajši. Tukaj na kamne rišemo
pač recimo rožice, tako ustvarjamo, pojemo. Na prejšnji dejavnici smo barvali kamenčke, na tej zdaj smo pa naredili take ježke. Najprej si izrežemo tale rjav krog in potem še tegale rumenega in pol si prilepimo to, pol si narišemo obraz, pa še izberemo si nos, pa ga tako prilepimo, odzadaj pa damo bodice. Na osnovni šoli Jurija Dalmatina je ob tednu otroka tudi pouk potekal nekoliko drugače kot običajno. V dopoldanskem času imajo otroci od 1. do 5. razreda posebne športne dni, kot Kostanjev piknik, tako da naš hišnik jim priskoči na pomoč in jim tudi speče kostan, tako da se malce posladkajo, so ga pa otroci sami nabrali in pridno prinesli. Pa pri ostalih vsebinah tudi se dosti ukvarjajo, tudi knjižnica je zelo aktivna in otroci ta teden vstopajo tudi v knjižnico, kjer imajo nekaj več vsebin v smislu z branjem, poslušanjem poezije, neke radijske ure in kar lepih stvari se dogajajo po šoli. Letošnja tema tedna otroka, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine, so naše pravice. Razlog za odločitev, da so v ospredje postavili ravno pravico otrok, je ta, da mineva 30 let, odkar je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela konvencijo o otrokovih pravicah, ki ozavešča, kako pomembno je, da ima vsak otrok varno otroštvo. Za konec pa še poglejmo najbolj brane novice tega tedna na spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo za vas pripravili ta teden. Vabljeni k ogledu tudi prihodnji torek ob isti uri. Hvala za pozornost in nasvidenje.